Dobrodošli v oddaji Kulturni raport. Tokratno kulturno dogajanje na obali je popestrila kiparska razstava Igorja Knapa, ki smo se je udeležili tudi mi in spregovorili z avtorjem. Poglejmo. Včeraj je kipar Igor Knap v Pokrajinskem muzeju otvoril svojo kiparsko razstavo z naslovom Umetnost kot začimba. V glavnem so to stvaritve iz lesa, nekaj tudi kamnja in pa alabastra. In tu delam že zadnjih 10 let, sem samouk, uživam v tem, zato mi je tu lepo delati. In to je to. Povabil sem jih v ta Pokrajinski muzej, ker je čudovit ambient, zdaj ne pride do drugače. In nič, upam, da bomo zadovoljni na tem. V kiparjenju neizmerno uživa. Pravi, da so kipi kot njegovi otroci in so mu vsi zelo pri srcu. Med njimi se pojavi tudi njegov samoportret. Za enega, ki ga sem rabil, ne vem, tam sem si naredil avtoportret, sem rabil nekaj časa, ampak je pa lepo, če delaš avtoportret, ker imaš pa dobro uno. Ne rabiš nič govoriti, kako naj se obrne. Se samo obrneš in delaš, rabiš samo 3-4 ogledala in recimo gre. Ampak čas rabi in uživati. Če se ne uživa v tem, da bi nekaj, če bi moral nekaj narediti po naročilu, ne naredim, ki ne maram, res delam zame. In pa rad dam tem, ki mi nekaj pomenijo, recimo. Z ustvarjanjem avtor izraža samega sebe in tako kot naslov njegove razstave pravi, da je umetnost začimba življenja. Umetnost življenje je sestavljeno ni samo iz teh monotonih stvari. In v umetnosti, če ne bi bilo umetnosti, bi bilo zelo pustno in dolgočasno. In meni je, včasih si mislim na ljudi, ker tega nimajo. Eni sploh nimajo in je tu žalost, so prikrajšani. Jaz imam vnukinjo in vnuka, ki so bili še majhni, ko smo šli recimo po poti, so v kamni videli nekaj lepega, v oblakah je nekaj lepega. Znači je že tiskrat nekaj začinilo tu življenje tako, kot je recimo. Mislim, da je tu res nekaj danega, ne bo to božjega, ne vem čega, danega, da ti lahko v teh stvareh uživaš. Poleg ohranjanja in interpretiranja dediščine je eno izmed poslanstev Pokrajinskega muzeja vključevanje lokalnega okolja, kar so izpolnili tudi s tokratno razstavo. Včeraj smo obiskali svečano predstavitev edinega grškega kodeksa v Sloveniji, ki je potekal v dvorani svetega Frančiškega Asiškega v Kopru. Včeraj smo obiskali dogodek v protokolarno-prireditveni dvorani svetega Frančiška Asiškega, kjer je potekala svečana predstavitev edinega grškega kodeksa v Sloveniji. Dogodek je potekal v okviru programa Koper 1500 in domozdanskih torkovih srečanj s kulturno dediščino, kjer predstavljajo literarne bisere knjižnice Koper. Ja, nocoj predstavljamo grški kodeks, slovenski posebnež, unikum v Sloveniji, ki ga hranimo v naši knjižnici, torej v knjižnici Koper. To gre v bistvu za serijo predstavitev največjih knjižnih zakladov naše občine, ki jih hranimo v naši knjižnici in predstavljamo letos ob 1500 obletnici mesta Koper, torej velikem, pomembnem jubileju našega mesta. Gre za kodeks, ki ga je Eduardo Golob, cesarsko-kraljevni knjižnični nadzornik Avstrije, leta 1903, ko je raziskal 197 javnih in zasebnih knjižnic, našel med 75 grškimi rokopisi. Od tega so 4 pripadali Kopru. Koper je bil eden izmed 14 mest avstrijskega cesarstva, ki je posedoval grške kodekse. Ostala mesta so med drugim bila Sankt Florian, Krakov, Kremsmünster, Lvov, Nikolsburg, Olmütz, Praga, Raudnic, Revn in Salzburg. Od 4 omenjenih koprskih grških kodeksov se je ohranil le eden z naslovom Komentar k psalmom baziljanskega vzhodnega meniha Eutimija Zigabena, teologa, učenjaka in pisca, ki je živel v Carigradu in deloval na dvoru cesarja Alekseja Komnena, za katerega je napisal spis Panoplija.
Papirnati grški kodeks z modro nalepko na prvem listu in verzom Conventus Sanctus Anaea Justinopoli se je pripadal frančiškanskemu samostanu Svete Ane v Kopru, kamor je skupaj z grškimi menihi prispel po padcu Konstantinopla sredi 15. stoletja. Pisava je starogrška kurziva v črno-rdeči tehniki, obsega 143 listov, brez originalne vezave, poškodovanje na začetku in koncu. Prevezan in restavriran je bil med leti 2008 in 2011 v Arhivu Republike Slovenije, ko je bila odstranjena značilna vezava za frančiškanski samostan Svete Ane v Kopru. Po mnenju Joannisa Miliarisa, arhimandrita grške cerkve Svetega Nikolaja v Trstu, je kodeks nepopoln, saj naj bi manjkala tretjina psalmov. Kodeks je nastal na ozemlju Bizantinskega cesarstva pred otomanskim zavzetjem mesta leta 1453. Ja, ta grški kodeks je v bistvu delo Eutimija Zigabena, sam največji cerkveni učitelj na dvoru Alekseja I. Komnena. Vi bolj poznate po Ani Komneni, ki je bila prva svetovna oziroma zgodovinarka v zgodovini človeštva. In tudi nenazadnje Komneni so povezani s Koprom. Namreč po padcu Skadra 1480 pride tudi ena veja iz Komnenov, to so Dukaini, ki so bili srbskih grofje do 1509, ko predamo mesto Trstu. Skratka, kodeks povezuje kulturno, družinsko, skrbjo, z mislijo. Je pa zelo zanimivo, ker smo uspeli s pomočjo italijanskih kodikologov razvozlati tako imenovane vodne žige. In to je zadnji in prvi dokaz, da je kodeks nastal in bil napisan pred padcem Carigrada. Torej je na vzhodnem papirju je Codice Greco, ni alla Greca, je grški kodeks in je prispel najverjetneje v Koper, tako kot v Benetke po morju. Koper je bil vedno močno pristanišče in ker smo povezovali na nit med Konstantinoplom in Benetkami, so verjetno ena ladja pristala v Kopru in so te bežoči menihi iz pripadajočega Carigrada 1453 poklonili 3 kodekse Kopru. Namen torkove prireditve v protokolarno-prireditveni dvorani Svetega Frančiška Asiškega je bil poleg predstavitve kodeksa tudi... Ta prireditev je bila namenjena k temu, da predstavimo vsebino, ne samo knjižno, ampak tudi, da poveže ljudi v mestu. Te ljudje niso vsi katoliki, so tudi pravoslavni, kot smo videli. Smo imeli vse 3 veje, grško, srbsko, makedonsko. Imeli smo različne predavatelje, tudi frančiškane, katerim je kodeks pripadal. Skratka, eno veliko tako lepo dejanje, veličastno. Zahvaljujem se mestni občini Koper, županu, svetovalki gospe Vesni Pajič in vsem sodelavcem in občinstvu, da je zdržalo 2 ure, ko ni bilo lahko, ampak je bilo vredno. Naše skupnosti skriva in v letošnjem letu odkriva ali razkriva, ali pa morda restaurira veliko zakladov, ki jih imamo, med drugim prav gotovo tudi grški kodeks. Teh zakladov vabim, da se gledate še veliko več v letošnjem letu. Zakladi niso samo zapisi, knjige, so tudi slike, so tudi kipi, so tudi stavbe in so predvsem ljudje, ki so bili del te skupnosti, smo si skupaj del te skupnosti in tisti, ki pridejo, upam, da še dočakali. Dinamičen program je vključeval strokovne prispevke posebnih gostov, med njimi dr. Jurija Bizjaka iz Škofije Koper, patra Georgisa Miliarisa iz Grške pravoslavne cerkve Svetega Nikolaja iz Trsta, profesorja dr. patra Viktorja Papeža, Ordio Fratrum Minorium, slovenske frančiškanske province Svetega Križa, magistra Petra Štoka iz knjižnice Koper, očeta Toma Čirkoviča iz Srbske pravoslavne cerkve v Kopru, dr. Primoža Krečiča iz Stolne župnije Kopra in očeta Dejana Miloskija iz Makedonske pravoslavne skupnosti v Kopru. Ti prispevki so razkrili različne vidike zgodovine in kulturnega pomena grškega kodeksa v Kopru. Από τον πρόλογο, από το προήμιο αυτού της εξηγήσεως
του Ψαλτηρίου. Παρτίρ του παρόντος βιβλίου, το μεν όλων είπεν ο Θεουπές, υπερασπισίω φυσί της πόλεως ταύτης, δι' εμέ και δια Δαβίδ τον πέδα μου. Ο Θεού Πατήρ, βίβλος φυσί γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, τα δάλα συντόμως, περιλαβήν, ο μετά Αβραάμ μόνος των εθνών Πατήρ. Posebno glasbeno vzdušje večera so ustvarili člani cerkvenega zbora grške skupnosti svetega Nikolaja iz Trsta in predstavniki glasbene šole Koper. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjo sredo. Nasvidenje.